Ja, nažalost, čas hitro mineva, če se imamo super. Že je druga skupina oziroma drugi gost je danes z nami, Matic Pokorn iz skupine Take Off. Pozdravljeni, zdravo. Zdaj do studija našega daleč nisi imel, ne? Ne. Prihajaš iz Konic, ne? Tako. Ker si pa prvič v našem studiu, bi mogoče preden začnemo, mogoče čisto na kratko vse, zakaj glasba, zakaj Take Off, kdaj si se skupaj začeli? V bistvu se vse skupaj začel z Alenom, Kovšetom, pevcem. V bistvu smo najboljša prijatelja že praktično od rojstva. Tudi najna očeta sta že igrala skupaj, smo z glasbenih familij, bi se reklo. In me v bistvu on nekako potegnil zraven njega v glasbo. Smo začeli igrati pri 12 letih. Pol pa se je počasi band formiral. Si od samega začetka že skupino, ne? Tako, tako midva smo ustanovna člana. Kdaj ste se skupaj začeli skupino, prav uradno? Zdaj, če štejemo prvi špil, še starejšo zasedbo, je to bilo za čas našega 7. razreda, se pravi leta 2007. In že takrat Take Off, ne? Tako. In ime se obdržalo, člani so se malo zamenjali, ne? Tako. Super. Zdaj za uvod smo že videli v bistvu vaš zadnji spot, sicer junijski, ne? Tako. Ampak kljub temu, ne? Črn ples, ne? Zakaj črn ples? Preprosto mi je bila ena taka cool fraza v tekstu komada. Ima nek tak prizvok, mističen, smo rekli, ok, črn ples. Bo tak. Komad pa itak govori v bistvu o neki prepovedani neživeti ljubezni, no, in zato mogoče črn, kaj v temi. Kdo je avtor besedila? Avtorica besedila je ta Ritršič. Ona je napisala glavnino, tudi moja zelo dobra prijateljica, ki se ukvarja z poezijo. Refren je pa spesno naš pevec Alen. Videli smo, da se tudi neke stvari dogajajo tudi v gozdu, ne? Ja. In prepoznali smo tudi nastopajočega iz spota, ne? Žigata, ki je tudi kuhal, a ne? Ja. Kako to, da ste njega angažirali? Verjetno ni bilo naključje, ne? Ne, mislim, v bistvu se poznamo že dlje časa, prihaja tudi Slovenskih Konic, kot mi vsi. Dober prijatelj, in ko smo v bistvu brainstormali za imeni, koga bi lahko vključili v spot, nam je v bistvu on padel na pamet. Je bilo težko prepričati, da... Ne, tako je se odzval, on je itak taka oseba, da mu ni problem, rad to dela, rad uživa pred kamero, pred pozornostjo, tako da. Zadnjič je bila tudi gostja in sicer je omenila, da je v bistvu, da ima svojo restauracijo. Ja, ravno kar odprl Žigolo v Konicah, v dvorcu Trbnik. Zdaj je že v bistvu skoraj mesec od otvoritve in je res fajno. Si že bil tam? Ja, sem redno obiskovalec. Pop-up, če ste se Ja, pop-up, v bistvu ne ponuja hrane zdaj vsak dan, ima pa za specialne evente, na rezervacije, tako da priporočam. Kdaj bo Take Off tam tudi igral? Ja, sigurno, kaj. Po moje najverjetneje bolj v spomladanskih, poletnih časih na terasi bomo ziher kaj naredili. Zaenkrat še niste, ne? Ne, zaenkrat še ne. Super. Pred nadaljujemo, pred sabo imamo tele kozarčke in sicer sponzor Emo podarja te super kozarčke, zdaj imamo oba King, ne? Tako da prvi, ki bo poklical, lahko tudi uživa s... Kako se ti zdi kozarček? Ja, lušen, tak zanimiv, dizajn, ja. Pa Emo itak. Poznaš firmo, ne? Ja, itak. Kvaliteta, ne? Tako. Z celjskega področja. Tudi Žiga je zbiral Emotove v bistvu. A res? Ja, take stare kose v bistvu iz Jugoslavije, pa še starejše stvari. Koliko kosov pa ima? Ja, dosti različnih, no. Emo bo to hudo, tako da. Sam imaš kakšnega doma? Mislim, da imam džezvo celo, ja. Džezvico? Ja. In še... Še radi. Še radi. Super. Glasbeni kviz nas čaka, upam, da si se pripravil. Niti malo. Niti malo? Bomo videli. Ok, zdaj imaš super možnost, ker danes imamo vprašanje iz zaloge in lahko sam izbiraš, kateri ti bolj leži, ne?
Imamo Tino Turner in imamo Rolling Stones. Kdo ti bolj leži? Iskreno povedano, noben. Ampak bom rekel pa Rolling Stones. Rolling Stones, ok, super. Prvo za ogrevanje, kdaj je bila ustanovljena skupina Rolling Stones? 1964. Žal ne. 58, 60 ali 62? Pa bomo pa rekli 60. 62. Blizu si bil, blizu. Ok, ta druga je bolj tako. Približno koliko pesmi so izdali? Zdaj pa, če smo rekla 1962, ne? Albumov je sigurno kakih 15, tako da bi rekel okoli 150 do 200. 200? 200? Ja. Malo premalj si rekel, ne? Ja. 350, 400 ali 450? Bom rekel 350. 400. In še mogoče kakšno zraven, ne? 400 pesmi, ne? Zelo velik, ne? Ja. Zdaj, s tem, ko si drugo vprašanje nisi zadev, žal, več Krisa iz Joker Out ne moreš premagati, ne? Ampak vseeno se lahko upišeš na lestvico, če boš zadnjo vprašanje vedel, ne? Ok. Vprašanje je enostavno, koliko je star Mick Jagger? Vemo, da on je pa kar v letih, ne? Ok, če rečemo, da so 62 ustanovili skupino, pa recimo, da je bil takrat star 16 let, give or take, se pravi 62, 21, 50 bomo rekla, pa potem 74 let. 74, spet blizu, 76, 78 ali 80? 76. 78. Vedno blizu, ne? Vedno zelo blizu, potem pa ni tiste sreče v bistvu, ne? Pri zadnjem. Ja. Ampak dobro, ne? Bil si blizu, ne? Se pravi, zdaj že veš nekaj več o Rolling Stonesih, če te bo kdo slučajno kaj vprašal, ne? Zabeležil sem si tudi, da ste tudi pred kratkim koncertirali v Velenju. Kako je bilo? Super špil je bil, igrali smo na Titovem trgu. To je bil prvi koncert letos? Ne, ni bil prvi. Je pa v bistvu fora, da smo imeli še predtem še en koncert na eni privatki. In ste polis? Ja, v bistvu je bil kar pester dan, petek po delovniku direktno v Velenje na tonsko vajo, potem nazaj v Stranice, ker je imela v bistvu eno lokalno podjetje 50 obletnico in smo igrali tam. Pa pol nazaj Velenje spet in šel tam en špil. In potem do jutrnjih ur, ne? Ja, nekako tako. Kako je pa to? Je to težko zdržati, recimo, prvo delo, potem še pa dva takle koncerta, recimo? Mislim, ne, če delaš stvari, ki te veselijo, pa itak je the best, imaš energijo od ljudi in gre. Potem pa naslednji dan počitek, ne? Ja. Malo daljši, ne? Kako je pa z koncerti sedaj, so še zdaj kaj planirani, zdaj glede na to situacijo, kako se dogovarjate? Ja, pač nekaj povprašanja so, sedaj je tudi pet zaseden sicer, tako da se moramo malo usklajevati glede terminov zaradi drugega projekta še, ampak sicer pa je manjši obseg koncertov, kot je bil. Če primerjam leto 2019 pred korono, ker smo imeli po 6 do 8 špilov na mesec, je zdaj občutno manj. Ampak se bo spet stvari postavile na mesto, predvidevam. Kako si se pa ti počutil, ko kar naenkrat recimo bilo daljše čase zatišje brez vsega? Je bilo težko? No, po eni strani je bilo tudi malo fajn, bom rekel, da se je malo umirilo vse skupaj. Ampak ja, normalno, ti manjka to. Se so vmes tudi kaj dobivali, vadili, delali komade? Ja, koliko smo pač lahko se dobivali. Potem še tiste omejitve? Še omejitve vse, ampak smo nekako zmogli. Še dobro, da ste z istega kraja, če bi bili pa zaprti, ja. Ste tudi kak live koncert izvedli vmes? Vmes smo imeli v bistvu v Celju, ja. Streaming koncert seveda za Rotary Klub, Rotary Klub Akt. Smo imeli božično, ta dobrodelni božični koncert smo za njih izvedli, v bistvu se pravi to 2020 decembra. Kako je recimo te live koncerti, kakšna je primerjava? Je sploh lahko kaj
Sploh da to kaj primerjati? Ne, no, iskreno Vzdušja. povedano ne. Iskreno povedano ne, pač načeloma je dosti sterilno vse skupaj. Nimaš feedbacka od publike, tam si pred kamero. No. Ni niti približno enako. No. Ja, se kar pozna, ne? Če ni publike. Ne? To je tisti dodaten... Normalno igraš za to, da srečuješ druge ljudi. Tako da boš uživo. Ne? Imate za letos planiran še, da izdate kakšen komad ali je to za letos? Vprašanje, no dobro vprašanje. Imamo kar nekaj materijala že pripravljenega, zdaj pa naš čas od priprave pa do realizacije in izdaje pa zna biti dolg. Tako da ne morem nič zagotovo reči, če bo možnost kaj, ampak pred decembrom težko. No. Verjetno poudarek bolj na koncertih, ne? Ja, tako, če bodo prišli, ne, v bistvu poudarek je na delanju avtorske glasbe, ampak imamo dosti dolg proces pri tem, smo dosti specializirali po domač povedano in potem se stvari znajo zavleči. Ste kaj, recimo, zdaj vemo, da se bliža festival EMA, ne? Ste kaj razmišljali v tej smeri, da bi se kdaj mogoče tudi tja prijavili? Je kakšna interes? Ja, je interes, definitivno imamo mogoče v planu, že mogoče celo letos probati. No. Razpis v bistvu še odprt, ne? Se še da. Komad je treba v bistvu zbrati, taki bo... Tako. Super. Zdaj, preden nažalost zaključimo, še mogoče kakšna... Hvala za, seveda, da si prišel na studio na mesto Alena, ne? On je ponovadi tukaj predstavlja. Kako je bilo tebi, recimo, v tej vlogi, ko si sam predstavljal skupino? Zanimivo, težko, naporno? Ne, verjetno, čisto okej. Zdaj se bo to drugič pol kregala, kdo bo lahko, kdo bo zdaj prišel. Mislim, da bom kar prepustil. No. Aha, boš kar njemu, ne? Super, hvala, da si prišel. Mogoče beseda ali dve za naše gledalce in gledalke, potem pa se gremo še en vas spot pogledati. Tako, no. Spremljajte nas na socialnih omrežjih, ob izdaji novih komadov. Poslušajte glasbo, čim več tega in imejte se lepo.